Kot ministrica za obrambo bi rada izrazila zahvalo vsem dosedanjim ministrom za obrambo in vsem načelnikom Generalštaba Slovenske vojske, ki so in ki ste soustvarjali današnjo visokoprofesionalno in verodostojno slovensko obrambno silo. Predvsem pa so uspehi Slovenske vojske rezultat trdega dela vseh njenih zaposlenih. Glavno prizadevanje pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske pri vsakdanjem delu je vse skozi bilo in je skrb za varnost in mir ter pomoč sodržavljanom v stiski. Ta skrb, ki jo izraža naša vojska, pa je vedno visoko nad morebitnimi osebnimi interesi. Ta visoka etična drža Slovenske vojske mora biti zgled tudi nam, ki delamo v politiki, saj se na primeru Slovenske vojske lahko naučimo, da se zaupanje ljudi lahko pridobi le s trdim delom in ne s pridobivanjem osebnih koristi. Torej, Slovenska vojska je dokaz, da je za visok ugled in zaupanje, ki ga uživa v slovenski javnosti, treba trdo in prizadevno delati in da je treba nesebično opravljati svoje poslanstvo. Zgodilo se je včasih, da so Slovensko vojsko poskušali uplesti tudi v razne politične spore. Toda vselej se je uspela izvleči in izogniti tem sporom tako, da je izšla iz teh spopadov še bolj profesionalna, še bolj strokovna in še bolj razvita in napredna vojska. Zato, spoštovani gospe in gospodje, lahko rečemo, da je tudi v tem smislu naša vojska zgled vsem nam. Izogniti se je treba konfliktom takrat, ko je potrebno delati za skupno dobro in poprijeti vsi skupaj v sožitju, tako kot so v sožitju poprijeli za osamosvojitev Slovenije naši borci, tako pripadniki teritorialne obrambe, milice, kot vsi naši državljani leta 1991. Ob vseh lepih in spodbudnih besedah, gospe in gospodje, je prav, da povemo, da položaj pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske kot zaposlenih v njej ni idealen. In zato si na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski prizadevamo, da bi storili vse, kar je v naši moči, da bi bil ta položaj ovrednoten vsaj tako, kot si zasluži, če ne bolje kot sedaj. Kajti zavedamo se, da je v času krize treba stopiti ob stran našim ljudem, ki jih je kriza prizadela. In veste, prav pripadniki in pripadnice Slovenske vojske so tisti, ki so stopili v prve vrste sočutja in razumevanja z našimi državljani in državljankami. Prizadevamo si, da bi spremenili zakonodajo, zlasti na tistih točkah, ki zadeva vrednotenje vojaškega poklica in posebej na točki, ki zadeva upokojitev pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Zavedamo se, da se na tej točki že dogajajo krivice in pravičnejša ureditev tega stanja bi vojaškim osebam pomagala k temu, da bi vendarle odhajali v zaslužen pokoj kot spoštovane pripadniki in pripadnice naše vojske, kot spoštovani državljani naše države. Da bi to lahko dosegli, bo potrebno spremeniti dvoje. Treba bo sprejeti nov pokojninski zakon in prenoviti zakon o obrambi. S starim pokojninskim zakonom in starim zakonom o obrambi sprememba tega stanja, kakršno doživljajo naši pripadniki in pripadnice, naše vojaške osebe, ne bo več mogoče doseči. Zato, spoštovani gospodje in gospe, dragi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, vsi naši dragi prijatelji, bi bilo modro, da bi predlog novega pokojninskega zakona podprli, potem pa si skupaj z poslanci v Državnem zboru in vesela sem, ki so danes tudi z nami, da bi skupaj z njimi sprejeli tudi prenovljen zakon o obrambi. Spoštovani, na predvečer dneva Slovenske vojske torej in ob skorajšnji 20. obletnici dneva
ko sta učna centra v Pekrah in na Igu sprejela prve slovenske nabornike v svoje vrste, je pravi trenutek, da se skupaj veselimo poti, ki jo je v teh 2 desetletjih prehodila Slovenska vojska. In pred nami je še uspešnejša pot. In naš cilj je pot. Pot v srca vseh dobrih ljudi. In takšni ste danes tukaj z nami. Srečno.